Kako je z radarji, smo vprašali vseh 212 občin. Ugotovili smo, da 41 občin nima radarjev. Največ jih ima ljubljanska občina, kjer je 31 lokacij za merjenje hitrosti oziroma ohišij. Med njimi kroži 6 merilnih naprav. To pomeni, da v posameznem ohišju ni nujno vedno radar. Kupuje pa občina še mobilni merilnik za vozila. V občini Maribor merijo hitrost na 3 lokacijah izmenično z enim merilnikom. Imajo tudi mobilni radar. 13 lokacij oziroma ohišij imajo v Kranjski občini. Med njimi krožijo 3 merilniki hitrosti. Imajo pa tudi radar v vozilu ter laserski merilnik. In kaj pravijo o radarjih vozniki? Govorili smo z Mariborčanom, ki ga radar ni ujel samo enkrat, zaradi hitre vožnje je pred leti celo izgubil vozniški izpit. Na Čufarjevi cesti v Mariboru se dobimo z Matjažem Kotnikom, prav tam, kjer ga je nazadnje ujel radar. Zjutraj ob 4:52, ko sem se peljal v službo, seveda mudilo se mi je v službo, nikogar nikjer ni bilo, cesta več ali manj prazna. Omejitev na tem delu je 40 km/h. Kotnik je vozil približno 30 več. Kazen 250 € in 5 kazenskih točk. Mi veljajo tudi za službene namene, sem namreč voznik avtobusa in za temi točkami pač moraš biti vedno previden. Še dražje ga je stala vožnja pred leti v Prekmurju, kjer pa je naletel na policijski radar. Takrat sem dobil v trenutku 18 točk, bil sem mesec dni brez vozniške, potem sem naredil zdravniški pregled, pol smo to z sodiščem nekako se usklajevali, zaradi tega, ker sem poklicni voznik, so mi dali 6 mesecev pogojno, po 6 mesecih so mi črtali vse točke in moral sem še v šolo varne vožnje. Priznava, da je v obeh primerih sam kriv, a vztraja, da je varen voznik. Nisem imel nobene nesreče, pa prevozim letno okoli 150 do 200 tisoč kilometrov. Glede zadnje kazni v Mariboru pa sem postal žrtev občinskega terorizma. A vemo, da hitrost ubija. V zadnjih 5 letih je zaradi neprilagojene hitrosti umrlo 179 ljudi, od tega lani 40. K večji prometni varnosti pa pripomorejo tudi radarji, pravijo občine. Gotov si! Gotov si! Gotov si! Gotov je! Gotov je! Gotov je! Gotov je! Dobrih 13 let potem, ko je 30 radarjev, postavljenih v Mariboru, izvalo množične proteste in spodneslo županski stol Francu Kanglerju, se peljemo skozi Maribor z občinskim redarjem. Smo na Gorkega ulici, tukaj je eden od 3 radarjev. Tukaj je bil radar, ja. Te bomo pa obrnili, tukaj pa reče gremo te takse. Z vandalizmom smo imeli praktično zelo malo težav. Imeli smo, mislim, da 2-krat pošpricano steklo, kjer je leča za merjanje hitrosti in pa enkrat mehansko poškodbo. 3 ohišja, med katerimi kroži en radar, je občina postavila lani. Pa načrti za letos? Nakup dodatnih 3 ohišij in pa najem dodatnega radarja. Bodo merili hitrost na 19 lokacijah, kar občini v študiji predlaga Mariborska fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Župan Saša Arsenovič je na udaru kritik. Nekako se zdi, da je pač njegov cilj polnjenje proračuna, žal. Moj zadržek je ta, da tam, kjer je že cona 30, ni potrebe po radarju. Plana za naprej zaenkrat še nismo pripravljali, ugotavljamo pa, da so samo ta 3 ohišja in en stacionarni radar omogočili, da se je hitrost v mestu zmanjšala med 1 in 3 km/h. Cesta 27. aprila v Ljubljani. Tukaj je mestna občina Ljubljana nazadnje postavila radar. Prejemamo pobude občanov, šol, četrtnih skupnosti, potem zadevo preverimo neke podatke nam dostopne o številu prometnih nesreč. Vandali so v zadnjih 2 letih 25-krat poškodovali ohišja, tudi na Rakovi Jelši. Škoda dobrih 4.000 €. A Ljubljana je zaradi radarjev prometno varnejša, pravi Petek. Vizija nič smrtnih žrtev, nič hudo telesnih poškodovanih, tako da temu tudi sledimo. Tukaj imamo radar, stacionarni radar, zaradi tega, ker je tukaj šola oziroma bližine šole, tukaj imamo tudi križišče. Tako pojasnjujejo izbiro ene od lokacij radarja v Kranjski občini. Umirijo hitrost, to pa še dodatno. Ste imeli kdaj tudi težave z vandali? Seveda, včasih so tudi pobarvali, ravno ta radar je bil pobarvan, vendar se to izjemno dogaja. Doslej so imeli v Kranju za dobrih 10.000 € škode.
V mestni občini Ljubljana je bilo lani skoraj 56.500 prekoračitev hitrosti. Koliko denarja so pobrali od prehitrih voznikov lani, še ne razkrivajo. Podatek za predlani pa skoraj 2 milijona evrov. Mestna občina Maribor lani približno 9.000 prekoračitev hitrosti, napisanih glob je bilo za slabih 640.000 evrov, dejansko plačanih pa približno 240.000 evrov. V kranjski občini so lani zabeležili približno 13.000 prekrškov, z globami pa pobrali dobrih 750.000 evrov. A gre za vse globe, posebej za hitrost podatka nimajo. In kako občine odgovarjajo na očitke, da z radarji polnijo občinske blagajne? Nam ni v interesu, da kaznujemo ljudi, mi bi bili bolj veseli, da ne izdamo nobene kazni za prekoračitev hitrosti, da ne prihaja do prometnih nesreč. Pri vseh številkah, ki jih spremljam, edino te ne spremljam, ker nočem pravzaprav na nek način niti vedeti, koliko tega je, ker gre za čisto druge politike. Eno je zmanjševanje hitrosti, ki se je zgodilo v mestu, odkar ta en radar imamo. Znižalo se je število višjih prekoračitev. Ste mogoče pa kljub vsemu kdaj dobili kakšen namig, da bi pobrali več denarja? Ne, absolutno ne. Dobili smo celo namig, da bi še kakšen radar dal, posebej za strani občanov. Poglejmo še kazni, in sicer v območju z omejitvijo 30 km/h. Za prekoračeno hitrost do vključno 10 km/h je kazen 40 evrov. Kazen za prekoračeno hitrost več kot 10 do 20 km/h je 130 evrov in 3 kazenske točke. Za več kot 20 do 30 km/h pa 500 evrov in 7 kazenskih točk. Če je prekoračitev hitrosti višja od 30 km/h, je kazen 1200 evrov in 18 kazenskih točk, kar pomeni odvzem vozniškega dovoljenja. Občine so pri postavljanju radarjev samostojne, neodvisne od policije. Ali morda z njihovim postavljanjem pretiravajo? Moje stališče je, da je radarjev premalo. Menim, da bi morali tudi lokalne skupnosti, kjer radarjev ni, pokazati več poguma in radarje postaviti, ker s tem ne zmanjšujejo svojih možnosti za izvolitev, ampak povečujejo varnost občanov, ki živijo v tej občini. Prometnih nesreč je namreč tam, kjer je radar manj, ugotavlja policija. Več pa na 24ur.com.